A se zdaj snemamo? A se? Aljo? Ja. Ok, dobro. Sam daj se bliži, mislim, zdaj moramo pa paziti, ker te prostori so sicer v redu, sam jaz slišim več odmeva. Se ti zdi, da slišiš več odmeva? Ja, ampak po moje izune sobe. Polnost prostora. Po mojem je sam, da veš, ta trema pred novimi prostori me matra. A ja, drage poslušalci, ko je zdaj srečen Božič najprej, ne? Ja, pa Aljo, vse najboljše. Hvala. Pazi tudi tebi za nazaj. Hvala lepa. Boljše, ja. Drage poslušalci, vam pa se že vnaprej opravičujemo za vse nevšečnosti, če slučajno danes ne ušlo tako, kot bi mogli, ker smo se preselili v nove prostore, kjer imamo mater skoraj 40 kvadratov studio. Zato mogoče malo več odmeva, ampak dobro. Ni še ta prava, ampak je provizoriš. Hvala za vašo podporo, ker nam je to omogočila, da imamo zdaj svoje prostore. Še imena gor. Da je rekel naša, ampak ni res. Bomo dali plaketo na predprostor, ampak na plaketi bo pisal Sportradar, ki nam zares po svoje prostore. Hvala Sportradar za sponzorstvo. Že od... Ampak pivo je pa vaša podpora. Ja. Tako da, ne. Tako. Na zdravje. Sicer vem, da ste včeraj malo polivali, ampak ne. Ja, sem takrat je bil vinček včeraj, veš. Včeraj je bil bolj na izi. Kaj danes pa empir zažel. Danes pa empir, ne, tako. Tako, kot smo rekli, ne. Tako je. A veš. Po suhmu vinu pa še pivo. Ja, to je čisto, a ni logično, meni je. Ja, čisto logično. Zdaj ste lepo se malo še zmatrni, empirček. Še viski, da se malo sprostiš. Točen to. To je to. Pa je, ne? Ja, valjda. Matar, nisem drugače. Drugače. Res je drugače. A malo luči malo zademfam? Vse meni se luči so v redu. Ja, ker sem videl, niso najbolj močno, sem prej sem ja, so bili bolj močno. Ja, seveda, če na default so bolj, ne. Si mi dal malo na manj, zdaj se mi zdi, se mogoče malo presvetlo, ali? Ne, je v redu, ste v redu, okej. Tako v redu. Hotel sem tako malo bolj, ampak veš, da še malo bolj intimo naredimo. Tu v starem placu smo imeli ful močnejše luči, tako da te so res take radijske, ampak ne vem, tako, veliko je, no. Mislim, to je. Hvala za vašo podporo, ampak zdaj je bilo pa preveč, no. Ne, hec, šalim se. Ne, zdaj prej mi Zigor še tam, ki bomo imeli zdaj te večerne pogovore. Aha, ne, lahko bi imeli tudi tle večerne pogovore, ko imamo celo, kako se temu reče, aulo, ne aula, kako se temu reče? Ne, gor imam ono je sobica, konferenčna sobica, taka zgleda, taka ta prava. Tiste je pa res intimna. Tiste je pa res intimna, ja. Bomo mislili, da bomo probali vse konferenčne sobe na firmi komod. Mešalko imamo, tako da lahko. A imamo, je luks prinesel? Ja, prinesel, dokaj tam ne. Sam še nisem, to jaz ne znam. Moramo poklicati našega dežurnega tonca Vinija, pa ne. Najbolj da še spretara, da se skregate, da je res dober. Da bo tako, ko more biti. A pride na počitnice, okej. Pa pride. Ja, zdaj. Je že bil. A je že bil? Ja, ne, ta teden pride, ja. Tako da idealen čas, da pridete oba, da studio pogledate nov. Ja. Čeprav zdaj, a veš, brez veze, da to štimamo, ko bomo pa šli v ta prav studio. Moramo povedati, da ta sam začasen. Mogoče mogoče nam bo pa tam bolj všeč, ko v studio ta prav. Mislim, lahko bi imeli tudi pred živo publiko, šle gre 100 ljudi noter, tako da če bi radi poslušali, gledali in poslušali podcast v živo, se nam javite na Discord, pa če bo potreba, bomo pač tle snemali. A čmo to? Zdaj, ker sem na glas rekel, se mi zdi... Dajmo malo pomisliti najprej. Tako, kdaj pa kdaj, enkrat... Če se bo nabral več kot 4, pa se lahko zmenimo. Ja, okej. Ali pa več kot 40. Daj bomo premislili, Bomo premislili, dajmo reči... Tako po feelingu smo na polno, približno pol smo odločeni, da bi ali ne. Veš, pa mogoče še bolj odmevali, če bomo tole odprli. Jaz se to lahko že zdaj probujemo. Ja. Bomo probali z odprto, da vidimo, kaj še ne. Odprto, zaprto. Čeprav mislim, da glede na to, da imamo mikrofone tako blizu, da to se ne bi smeli slišati v resnici. Ne vem pa, nisem pred mikrofoni. Vidiš, to pa so original podporniški mikrofoni, zaradi katerih se dobro slišimo že 187 plus 2 epizodi. To gre. Ja?
Še malo pa 200. Hotel sem reči, ja. Še malo pa 200. Sam, če ne vem, če bomo s peto knjigo prišli do 200, kaj teh poglavij zmeraj nekaj zmanjkuje. Ne? Zmanjkuje. Jaz sem pogledal, Kindle pravi 92%. Ja, zadnjič mi je Živa iz naša dopisnica iz Innsbrucka prinesla 4. in 5. knjigo, ki sem bral na Kindlu in sem pol šel še malo po navadni knjigi brati. In gledam, toliko malo je še. Ja. Pa še vse se mora zgoditi. Ja. Tako da. Dolg, long con, ali kako se temu reče. Preden se vse zgodi, čist do konca. Ja. No, a veš, vse imam tle. Ja. Zgleda, da sem že čisto konc. Ja, pravim, 92%. Sam še epilog je. Ja. Včasih so bili epilogi tako dolgi. Ja. Ja, veš pa pisma avtorju ali neki. Neki to... še na konca. Spremna beseda. Ne, v 4. knjigi je bila. Ja? Tista ta zadnja, mislim, ki je v bistvu iz trilogije v 4 delih. Res je. Od našega predragega prevajalca, dr. Kodreta. Tako da, ja. Noč, kar pičmo. Dajmo, kaj čmo. Kva, vizual, kva. Stop. Kje smo? Slavko, 6 minut. Hitri smo. Res hitri. Pa se mi zdi, da smo bili še hitrejši, ampak dobro, ajde. Zdravo, štoparke in štopari. Ja, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. Mi pa smo še vedno Aljo, Peli in Zi. Najlepša hvala vsem, ki nas podpirate. Kot smo že večkrat rekli, hvala za seribe.si, hvala pa vsem, ki nas poslušate. Tako da, gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Pejmo. V tisti polovični prejšnji epizodi. Ja, Gospodična Triša je, kaj je bilo? Besno, ne ve, pri zdravi pameti ali ne, besno montira prispevk, ki... Montirala je, ne? To je matra. Montirala je in pol je ugotovila, da je nekaj spila, pa nekaj pojedla. Pa da ima jetlag, pa da je zmatrana, pa da je mogoče videla vesolce, ali pa mogoče tudi ne, ker se je malo brla. Ker ti se res ni zgleda tako je fake, ne? Ja. Vse tisto, kar je... posnet. Šla je na Rupert, ne? Ja, šla je na Rupert. Šla je na Rupert, ima posnet, sam... Mislim, če nisi posnel, nisi bil, ne? Ja, tako. In zdaj pa imaš posnet, ne pa zgleda fake. Ja. Sem si predstavljal, že tu zgledal tam, konec 90-ih je zgledal fake, ne? Oziroma tam sreda. Kaj šele zdaj ti bi gledal, ne to? A veš, zdaj, ker so vse naredili. Ja, če bi bilo tisto. Takrat, veš, ni bilo to. CGI ni bil to še, ne? Zdaj bi skoraj verjel, da je bilo res. Ja. Ker znajo tako dobro narediti, ne, da bi že malo rekel. Ne, tole je pa prezanač, da bi bilo fake face. To pa ne moreš biti zengrej. Ne da se, ne da. To ne bi dal ben od sebe. Čeprav zdaj sem en članek bral, da so filmi, da so CGI slabši kot včas. Kako? Da so se včas bolj potrudili. Da zdaj so tako našponani, pa gor pa dol, in da so včas bolj naredili, sicer malo del trajal, pa vse skupaj drago je bilo. Bolj seveda, ampak zdaj pa... Se spomniš, ko so razlagali, koliko so rabili za Star Wars, da so zrendrali, ne vem, koliko mesecev. V 90-ih, takrat je bilo to 90-ih. Ja. No, to je bilo ful enega cajta. Mislim, tako, meseci, pol leta. Po mojem, zdaj tako spet kao vse stvari, ne? To so bile v bistvu umetnine, ne? Ja. A veš, to so se spravili delati v bistvu takrat se mogoče so hoteli narediti nekaj dobrega, brez da se je to gledali neki na stroške. Ne? Danes pa mislim, da so tisti stroški, da se stvari
noter imaš budžet, ne, in potem morajo znotraj budžeta nekaj narediti, pa budžet je zmeraj manjši. Ne. Ja, seveda, itak. Ne, zato, ker mora čim več računovodje so potrkali na vrata, veš, Hollywoodu. Ne? Ja, v imenu neustavljivega dobička, ne, gre vse skupaj zdaj bolj kukar napredka, ne, tako da smo pol kle. Mislim, računovodje so rekli, napredek smo dokazali, fantje, punce, znate, vse je v redu, tako. To zgleda, kot spravalce, lepo, a ne, cak. Če še malo stisnemo, a ne? Zdaj bomo pa začeli malo stiskati, ne. Ja. Ker sem jaz sem gledal en dokumentarc o temu Pacific, ki se dogaja na Pacifiškem, druga svetovna vojna. To je Band of Brothers, nadaljevanka je to. Aha, okay. Že stara, že tam 2 neki. Takrat Band of Brothers so posneli, pa je bil pa Pacific, je bil pa takoj zelo Spielberg, Tom Hanks, isto vse, budžeta full. Ja. Vse so več ali manj snemali na lokaciji, ampak pa je pol razlagal, pač CGI pa to, ampak je pol ta prvo izkrcanje, ki je rekel res veliko, oziroma ne vem, tako ogromno in so pač imeli ta prave zadeve, ne? Ampak ker je režiser ugotovil, da ne zgleda lih tako dobro, ki jih je premalo, ne, ker pač njih toliko teh izkrcevalnih vozil, toliko je hotel ne par še naštepati zraven, ne? Tako da ble, in je takrat bilo. In to je ta kader, vidiš, mislim, da 2 ali 3 sekunde, ko se samo odpre, pa se pokaže, in pol konc kadra je stal, mislim, da 100 jurjev. $100,000 takrat. Pa je unkar razlaga, if you blink it, you don't see it. Ja, sam tako, sam švenk, sam total, gremo pa že ljudi kaže. Stari, zdaj ti model na Fiverrju naredi za $5. Zdaj ti jih naštepa karčaš, so vesolci. Če rabiš sam 5 ali koliko je bilo. Ja, ne pa tako, pač ene parih je bilo. Koliko si rekel? Do 20 je $5, na 20 se bo že bolj pogovarjamo. In je rekel, zakaj je bilo na telefonu, na appu. Tako da drugače pa na Netflixu, mislim, da zdaj in Band of Brothers in Pacific zelo fajn. Če sem tako shout-out, kaj je. Band of Brothers sem pogledal in bil totalno hud, tega Pacifika pa nisem tako dobro. Ja, iz tega je bil tudi Pacific manj uspešen. Band of Brothers je bil full uspešen, full so DVD-jev prodali. Sploh najboljše HBO, najbolj, mislim. Točno, to je HBO produkcija. Ja, vse to je HBO. Zelo dobro, tudi narejen, produkcijsko. Veš, to, kar smo prej študirali o računovodih, pa to se je tudi podcast industriji zgodil v tujini, veš, ko so bile oddaje sproducirane tako, da so potovali po svetu 3 meseca za to, da so naredili poluren prispevek, 4 ljudje, pa neki. Pa so ugotovili, Spotify ali pa ne vem, kjer je te veliki studiji, so zdaj pred meseci ugotovili, mislim, njihovi računovodi so isto ugotovili. Pa sej, če damo 3 modele za mikrofon, pa sam govori. Kaj boš hodil? Isto dobro, ne? Kaj boš hodil? Kam greš? Zakaj mogo je ti pod nanga parbat, razumeš, za bolj izkušnjo? Veš, kako je tam mraz, piha. Da bo doživeto. Poklič Vike je grošla, v redu bo. Itak pa od teh, ki poslušajo Ben nov šov, tako da ne vejo, se lahko tudi kaj zlažemo. Tako da drage poslušalci, javno so izpod naga Parmata. Sneg pada. Če ne mogoče pa, ne, božič, sneg, težko. Če to je bilo v prejšnji epizodi in kaj je bilo v HBO. Bomo čez eno epizodo zvedeli, kako je to, če dopisnika, če mu daš preširok limit, pa ga nekam pošleš. Tako da naslednjo. To boste pa za nov let slišali. Ali pa tudi ne. Ko sem opazil, da bomo navadili, da ne follow-upamo teh stvari, veš, da pa bi pozabili, kaj en teden je imel, pa bi pa mi, dobro, to je bilo takrat. Tako da, pejmo zdaj. Se bomo probali spomniti. Opozorilo za kvarnik, pa pejmo pogledati, kaj je zdaj z Trišo. Tako, Triša še zmerno v svoji monternici gleda te posnetke in v bistvu isto, nič se ni veliko spremenil. Ja, zdaj vidi, da v bistvu zdaj gleda nazaj, kaj se je zgodilo, in spet je tam prvem vodje spet. In vodje ji da nekaj zadelati, oziroma pokaže en kup flat screen TV-ov, meni se zdi. Tako. Mislim, ne vem, če so bili flat. Ja, flat. Več so bili flat. Samo ekrani so. Ploskih. Vrsta ploskih so. Vrsta ploskih TV monitorji. Veš, ko sem jaz v glavi, veš, to parc je tam se dogajalo v 70-ih, tam ni bilo še flat, ne?
Pozabljam, da je bilo to v 90-ih. To je že bilo flat. Seveda. To je bilo pa zadnji krik te tehnološke mode. Tako. To je bilo najjače. S tem sem imel jaz isto težave, ker sem to bral. Sem rekel, pizdo, kaj to res on to že malo predvidel. Ne, sej čak. Jaz ko bereš, pa ne. No in na tistem monitorju pač je ful enih na kratko trepari. Mislim, različne oddaje, porniči, domači mislim, posnetki. Mislim, da bi se sprehodil doma čez cel meni, ki ga imaš. Vse naenkrat pržgane. Po 3 sekunde pogledal na vsakmo. Tako da... pa se sestavlja. Bil je zelo ponosen na to, in je zraven je pa pol še nakladal neumnosti. Glede na to, da se jim je pamet skurla, oziroma da so izgubili vse spomine, je še kar dober. Mislim, neki so še vedeli, znali so. V bistvu, čeprav so pozabili, kako so do te tehnologije prišli, pa vse skupaj, ampak znali so jo pa še uporabljati. Ja, se to, še zmeraj so leteli. Mislim, če zgubiš čist spomin, ti enega televizorja tudi pržgati ne znaš več. Ja, seveda ne. Očitno, da je evolucija tako dobro delala, da so se navadili. Ali pa to ta mogoče muscle memory, da se spomniš tako, pač pržgaš, ne znaš voziti mašino. Popoldne se usedeš na kavč, pa normalno čist pržgaš televizijo. Pa je šlo pa hitro naprej. Ne veš, kdo si, kaj si, veš? Do medzvezdnih poletov. Ne, pa to si to, če si že prej vedel, ključ obrneš in greš. Se peleš. Kaj z avtom. Ne, veš kaj, fajn je, z avtom hitro kaj trčeš, veš, ne. Pri vesolju je pa ta fajn stvar, da je v bistvu tako prostrano, da se imaš že po verjetnostnem računu, se težko nekam zaletiš. No, ampak so znali pride do zemlje, recimo. Ampak ne vemo, koliko so oni vadili prej. Pa pristati, pol pa na enemu dorišu, pa že krmečkan moraš. Razen, če so jih toliko dodelali mašine, da vse veš, AI dela. Da rečeš, avtopilot. Kakor prav vodja, naša znanja so velika. Velika znanja računalništva in kozmične trigonometrije. Tako da očitno oni imajo nekaj. Nekaj je. On se tega zaveda. Znanje je, ne? Sam ne znamo do njega. Ja. To je isto, kot pri meni. Jaz sem zvoljen, ne znam tukaj. Pa bi tudi ti rabo eno trišo, da ti posodi znanje. Ja, No, in bolj si sestavil, vse te milijavžen posnetkov se sestavil en velik zaslon in da ta. Ja, in pol prav, da ne to, da ne posod znanje in triša pol, pač v bistvu ona je astrofizičarka, Vem, sama veš, jaz si predstavljam, da je na njihovem nivoju, je zemeljski astrofizik približen tako, kot je dobitnik Nobelove nagrade za kemijo pa alkimist. Ok, ja. Imata približen tok skupnega. Ampak, hvala Bogu, je Triša delala še na televiziji, tako da tam se moraš poznati. Treba bleferati. To bleferati, točno to. To pa tudi zemljanem dobro gre. Mislim, je bil kar navdušen model. Veliki vodja. Je avtor napisal, da je naredila simulacijo našega Sonča, sicer ni bila čisto točna, ampak švigali pa približno v redu. Tako da da se planeti niso zaletavali. Ne, pa tako zgledali skoraj v redu, kako piše. Približki v orbit. Ona je najbrž je malo kluval, ker ni bilo čisto točno, kot se je spomnila. Se ne veš, pozabaš malo. Hvala, In pol je bil vodja zadovoljen. Tako. In pol? Ona to vse gleda, pač ona to podoživlja prek posnetkov. To je še pomembno, da on položi predno uno knjigo Ti in tvoji planeti izpod peresa Gail Andrews. To pa ja. To, ker smo se sprašvali na začetku knjige, zakaj je ta Gail Andrews prišla v kader, tako zdaj mogoče bomo zvedeli. Ampak zdaj pa še zmeraj spet imamo kat na Trišo v montirnici, tam nekje v Sohotu, in še zmeraj ni v redu. Ona je. Ja, zmotijo je. Zdaj,
kar naenkrat se zaveda, da se nekaj dogaja. Ne, najprej še jebe to, da ima posnetek civilizacije, ki je bila pozabljena, ampak da ji ne bo noben verjel. To itak, ima zgodbo, pa ima video, pa ima celo dramo, še zmer, še enkrat. Vse ima, mislim, ta dilema... To, kar smo že prej rekli, to se nadaljuje. To se ta zgodba, je ta dvomzi še zmer tukaj, ne pa ne. Sam se itak ne popustil to objaviti. Misliš, da... Na Foxu bi. Vprašanje, mogoče se pa jih oni retili. Na Foxu so začeli ta prvi s temi teorijami zarote v 90-ih. Še preden je internet se razrasel, so se te teorije... so že oni... Oni so bili v bistvu... Sam da je bilo manj ljudi dosegali. Najprej so te teoretiki zarote svoje fanzine pošiljali, printane v 70-ih. Pa so dobili dosti mailinga, to je bil mailing liste, tako kot zdaj na internetu, samo da so bile fizične. In pol je to dosegali veliko ljudi, pa je pa nek producent ali pa računovodja na Foxu ugotovil, da to so vsebini, ki grejo. Pa ni treba veliko. Poklical, veš, ni treba veliko, zato ker spet, kaj boš produciral, če so stvari, ki so kukar zmišljene, ali pa niso res, ali so pa res, ali pa niso res. Sam govoriš, ne? Veš, talking heads zaš noter, pa dva, da teoretizirate o tem, ne vem, kaj so bile te prve teorije zarote. In bum, imaš. Pa še verjetno so bili poceni, ki so hoteli govoriti o tem. Po mojem so bili zastolni te prve 2 leta. Veš, ker je spet kačing, pa zafilaš, ko so imeli verjetno programi treba zafilati. Manjko programa, pa si ga z mašilom, z takim lezem. Tako da veš, Fox bi. Ampak vmes se je pa zgodil nekaj res divjega. Lučka je mežikala na telefonu. In to besno. To res. Kako pa? Ful besno blinka, ne? Veš da. In pol se, ker je besno žmerkala, se je dvignila slušalko in se javila telefonistki, ki je očitno klicala. Bi sem sploh pozabil, da je to, veš, da to obstaja, ne, da če ti žmerka interna, ne, da te telefonistka čaka na drugi strani. Prej smo pa videli v kadru, kako dela 3D model vesolja, veš, na Rupretu, ne, mislim... ampak takrat smo vedeli, kar smo, mislim, takrat je avtor vedel, kar je vedel, tako da ni mogel napisati drugače. In v glavnem, gospodična Macmillan, mislim, gospa telefonistka je kar zaprepaščena, da vsi iščejo na TV postaja in vsi in Triša pravi, pa zakaj niste pa zvezali, je zato, ker ste rekla, da ne, pač ne smemo, ne, da vas ne smemo motiti in da vas sploh ni tukaj. Mislim, je res eksplicitno napisala. Ne? Ne moti, niti pomisli, ne, da bi vstopil. Ni važno, zakaj gre, izgini, delam. Ker je mislila, da ima res material ne za na Fox, ampak na BBC. Ne? Tako? Mislim, a bi ti šel noter? Ne. Mislim, valjda, da ne. No, v redu. Pa se sliši, Triša, kva prmej krval, fuk, pa ti čiš. To je tako dober prevod. Še enkrat ponovimo, prmej krval, fuk. To je ena beseda. Lahko jo uporabljate. Lahko jo uporabljate v stavku, res dobra prekletvica. Mal si jezik lomaš, ampak je pa... Ampak lepo, tretjič že gre. Prmej krval, fuk. Ja, čist situacijo pa... Točno to, kar si, če hočeš kaj bolj tako povedati. In potem je avtor in prevajalec postaneta še bolj profana. Ker pol se vpraša producent, kje je v Motirnici, in pol vpraša producent, kaj je, čist nad samo ena kurčeva vesoljska ladja. Tako da, veš, tega še nismo doživeli v Štoparcu. In v glavnem ena vesoljska ladja, da je v Regent's Parku velika srebrna stvar, ki zgleda, kot ena jahta. Pa ena punca je gor. Govori angleško, pa meče kamero v ljudi. Pa hoče, da bi nekdo popravil uro. Pa ptičama. Ptičama. Le, kdo bi to bil? Se sprašujem. Pozabil sem že, kdo je imel ptiče, pa kdo je bil... Pa ladja. To so ta znanja, ki smo jih tudi mi pozabili.
Ja. Ali pa demenca, zdaj eno ali pa drugo. Ja, ne klič hudiča, prehiter pride. Kot smo že prej rekli, dobro, da se snimamo. Iz epizode v epizodo pozabimo stvari. Se pravi, dobro, da se snimamo, bo vsaj to ostalo. Ja, vsaj nekaj. Ja. Boš poslušal pol stare epizode. Ja. Dokler vaj bom spoznal, bo v redu, ko bom rekel, kdo je ta? Ja. To je ta hec pred demenci, da se tega spomnil, no se pa spomnil najo, ali pa kaj tazga. Ali pa to, ja, še huje. Zajebana reč. Je zelo. V glavnem, ladja je bila res huda in res hudo, tako, čezoceanska jahta. Taka res dobra. In imela je tudi topovske stolpiče in je pol ugotovila Triša, da so bili, odkje so se ona letela, mislim, da nisi še povedal, da je šla kaj, pač seveda, itak je laufala kaj. To sem pozabil povedati. Ne, seveda, da je laufala, kdo bo pa šel kot Triša Macmillan, astrofizičarka, ki pač ve o teh stvarih. Tako da, ne, gleda, se čuti in je bilo, ne, vse je vrvelo po glavi, ne. In hitro je šla poiskati ekipo in vprašala, kje je deklene. Pa helikopteri so bili pa vse. Ja, vse je cela drama. Vse valjda, mislim, to je logično, da policija pride vojska. Tega filma. Čeprav, ja, po mojem, ja. Pride policija, vojska, vsi tam pride, valjda druge televizijske postaje, itd. Ja, samo zakaj predsednika zbudijo? Predsednik še ni prišel, oni so pa že, BBC je pa že hitel, ne. Ja, valjda, se to so ta prvi, ne. Da izjavo, ne. Ja, in pol rečejo, ne, da pač razdržijo še enkrat, da ima uro, pa da je iz usporedne dimenzije, celo to pove. Ne. Pa mater, pa očeta ima tudi. Ja, iz tle. Iz tle, ja. In pač tet prav, da ne vprašaj, kako je, če prideš iz vesolja. Ja, lej, glede na naš termin, ne, je prišla zgleda za božič sorodnike obiskati. Sem res. Čeprav v knjigi ni bil ta termin, ne. No, dobro, ampak se upada, zelo lepo se upada z našo božično epizodo. Res je. Snidenje z družino. Tako. Ja. In gre, ne? Gre Triša. Ja, ker ona se je res, pa mislim, tudi ona se je suvereno v tej vlogi počutila. Ni bila zdaj, a veš, da prvič, ne, a veš, kaj. Ni prvič, ni se prvič vesolj sreča. Predstavljaj si, glihar je doživela živčni zlom, ker mislila, da je fejkala sama posnetke, ki je bila na 10. planetu, ki ga sploh na pol ljudi ne pozna, pa dobi, a veš, breaking news, razumeš, najjača. Že njena tretja izkušnja. Ni mogla povedati za Zaphoda, kaj ne bi Ben verjel, ker bi jo itak stlačil v norišenco. Zdaj tisto, kar je imela na snet, je zgledal fake, ne? Tako, ja. Ampak je vedela, da je res, ne? Je vedela, da je res in zdaj se ti kronski dragulj pokaže, veš, pizda. Vesoljska ladja v Regent's Parku. Kačinka, veš, to. Ja. In preleti do bejbene. Poišče dekle s pogledom, ne, dekle se obrne in ostrmi. In zavrešči, mama! In začne kamne metati. In kamne vršil. Najstniki. Ja, najstniki, ne. Ja, z gotovostjo lahko trdim, da je to random. Ja. Čeprav nismo še zvedeli. Ne, uradno še nič ne vemo. Zdaj že lahko povemo. No. Mislim, zdaj že lahko... Lahko špekuliramo, da je. Lahko. Razen, če bo pol tak oster zasuk. Twist na twist. Ja. Tako da to je to, pečino obošalnik. Ja. Dolg traja. Ja. Tako da najlepša hvala, ker ste nas spet poslušali čisto do konca epizode, v kateri je prišlo do prijetnega božičnega družinskega srečanja. Mislim, ni bilo glih toliko prijetno, ampak je bilo pa družinsko srečanje. Božični čudež. Čudež s kamenjanjem. Tako krščansko zveni.
Sicer una stara zaveza, ampak. Tudi tista vala, tudi tista šteje. Tudi tista šteje. Kdo je grešil, ne vrže prvi kamen. Se mi zdi, da je dobro za to epizodo. Dobro je. Hvala tudi, hvala tudi za to, ker nas poslušate tudi v teh božičnih časih, pa pred novoletnih. Če bi se radi z nami kaj pogovorili, lahko pridete na naš Discord. Pa, če pa uporabljate ta družabna omrežja, pa srečno. Mislim, vse smo tam, sam se raj pogovarjamo na Discordu. Je pa še zmeraj najbolj miren Discord na sončni strani Alp, čeprav nas je zdaj malo več. Discord 40, hmal. 4-2, pa zapremo. 4-2 konc. 4-2 konc. Dva imata možno ne pridete, pa kjuzo. Pa bomo videli. Tako da, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala, čau. Čau. In srečen Božič. In srečen Božič, pa spočite se zdaj čez praznike. Tako, in srečno novo leto. Ne, to mu drug let rekel. Mu drug let rekel. Malo že zdaj, če kdo slučajno prej, a veš. Dvakrat kankol. Moramo zaune v Sydneyju, a veš, ko bojo zamudili. A rečemo sam vesele praznike. Vesele praznike. Ne, kako nas bojo pa te desni. To je dobro, Lidl je dobro to pokrunil. Vesele praznike. Že 3 leta imajo za ston reklamo, na teh preomenjenih družabnih omrežjih. A veš, zato gre pa vse, kamor gre. Ker se sam še v tem pogovarjamo, za kva Lidl ne boš. Zakaj reče, vesele praznike. Pa imam mi na kuhanca, stari. No, pa ima.